Mala ulica nudi celovito podporo družinam z majhnimi otroki. V okviru EPK si želimo okrepiti ulično delo, in sicer v vsaj 5 ljubljanskih gosto naseljenih soseskah, kot so na primer Celovški dvori, kjer že delamo, pa potem Fužine, Jarše, Bratovževa ploščad, Dravlje in podobno. Zamislili smo si pa projekt v bistvu nekako kot mlada kultura na ulici, tako da bi v vsaki soseski recimo imeli eno temo, kot je na primer ulična glasba, ulična moda, grafitanje, ulično gledališče, tako da bi nekako otroke pritegnili v to neko dejavnost, da bi resnično in kontinuirano pač v bistvu izdelali nek izdelek, tako, in ki bi se potem predstavil ob koncu projekta tudi na enem festivalu ulične kulture za mlade nekje v središču Ljubljane. Bobri so že v socialne zasnove, festival kulturno-umetnostne vzgoje, ki povezuje različne producente in akterje, ki delujejo na področju kulturne vzgoje, predvsem v Ljubljani, pa tudi širše. Spodbujanje kreativnosti, razvoj domišljije, kritične misli, spoznavanje umetnikov, inspiriranje. Tema 13. edicije Bobrov tako nekako spontano korespondira z današnjimi dogodki in časom. In sicer tema bo identiteta, ker se bomo spraševali o tem, kaj vse lahko smo in kdo vse lahko smo. Pionirski dom je skozi svojo pestro zgodovino postal eden največjih kulturno-umetniških centrov, tako v osrednji Sloveniji kot tudi v Ljubljani, in vse bolj smelo stopamo tudi v evropski prostor. Mladi, ki ustvarjajo v Pionirskem domu, puščajo na mladih sled in neizbrisan pečat, kajti kulturno-umetniška vzgoja in zgodnje vključevanje mladih v kulturno-umetniške programe je zagotovo eden najpomembnejših elementov njihovega rasti, njihovega razvoja, kritičnega mišljenja, oblikovanja pri sebi, kot seveda tudi do družbe. Seveda se Ljubljana in tudi Pionirski dom pripravlja na uspešno kandidaturo za Evropsko prestolnico 25. Pionirski dom bo svojo pionirsko nalogo širil vedenje in znanje, da je kultura in umetnost temelj in podstat družbe in tudi tega mesta, in prepričana sem, da bomo ne samo dobro zasejali semena v Ljubljani, ampak tudi v širši regiji. Poudarek bo pa seveda na improvizacijskem gledališču, da bomo cenili gledališče, da bomo z njim znali ustvarjati in hkrati z njim tudi rojevali vrhunske umetnike. Javni zavod Mladi zmaji smo pravzaprav organizacija za načeloma kvalitetno preživljanje prostega časa mladih. Imamo tako fizične prostore, torej ta trenutek 4 mladinske centre na 4 koncih Ljubljane. Imamo en mladinski center, ki je na kolesih, imenujemo ga Ljuba in Drago, gre za prenovljen avtobus LPP-a. Imamo pa tudi močno ulično ekipo. Pri Mladih zmajih smo te negotove čase pravzaprav sprejeli na en zelo fleksibilen in odprt način, namreč začeli smo se zelo intenzivno ukvarjati z digitalnim mladinskim delom. Odprli smo digitalni mladinski center, kjer zelo intenzivno potekajo razne interaktivne zadeve z področja umetnosti, tudi iger na spletu, kreativnosti na splošno. Vsi se zelo veselimo kandidature za Evropsko prestolnico kulture, ker vemo, da bi lahko pri temu predvsem zelo mladi umetniki lahko zelo veliko prispevali in prinašali svežino in novosti. Radio Basement je internetni radio za poročanje, angažiranje in dialog. To so take fancy besede, v bistvu pa želimo strpno in odprto družbo in približati mladim kulturo. Radio pa tudi ustvarjamo mladi za mlade in se dotikamo aktualnih tem, ki so relevantne za nas, in v bistvu probamo razširiti ta dialog z občinstvom in nami in naslavljati problematike, ki se dogajajo zdaj. Kinotrip je filmski program Kinodvora Mladi za mlade. To pomeni, da ga v bistvu ustvarjamo skupaj z njimi. Začeli smo leta 2015, ko smo ugotovili, da naše otroško občinstvo, ki z nami raste od samega začetka Kinodvora, da je mogoče kinobalon preraslo, da jim je postal majčkeno premajhen in da rabimo en program, kjer bomo v bistvu omogočali mladim prostor in čas, da filmske vsebine, ki so jim namenjene, dejavnosti, ki so jim namenjene, sami soustvarjajo. Je filmski klub, ki ga obiskujejo mladi srednješolci, kjer zbirajo filme, se pogovarjajo z nami o filmih, pišejo uvode,
besedila, razmišljajo o promociji filma in kina med svojimi vrstniki, in pa največji dogodek programa Kinotrip, ki pa je mednarodni filmski festival. Sodelovanje pri mladinskem filmskem festivalu Kinotrip je bila zame izjemna izkušnja. Kaj je lepšega, kot zasnovati filmski festival, preživljati popoldneve z drugimi ljubitelji filma in spoznavati filmsko umetnost tako od blizu. V okviru spremljevalnega programa Kinotripa smo vodili pogovore s filmskimi ustvarjalci z vsega sveta, no posebno veselje pa je bilo opazovati zadovoljne obiskovalce festivala po ogledu filmov, ki smo jih mi izbrali. Naše delo se po zaključku Kinotripa še ni končalo, potem smo lahko sodelovali tudi pri festivalu animiranega filma Animateka. Vrhunec vsega pa je bil ljubljanski mednarodni filmski festival LIF, kjer sem sodelovala v mladinski žiriji, ki je ob koncu izbrala svoj zmagovalni film. Kinotrip mladim odpira vrata v svet filma in filmskih festivalov. Zame je bila to izkušnja, ki bi jo lahko ponovila znova in znova. V tem času najbolj pogrešam kino. Res je, da so nam filmi ostali, ampak domači ekrani ne morejo zamenjati izkušnje ogleda filma v kinodvorani. Gre za vzdušje, za celovito izkušnjo, zato filmi in festivali kot je Kinotrip sodijo v kinodvorano.